križarji, ne? In poseg, lahko bi rekli, v muslimanski svet. A je bil to zaradi samega osvoboditve Jeruzalema? Teorije so, da ne bi tudi na ta način povezali Evropo, s tem, ko so našli enega zunanjega sovražnika. Tle moramo seveda razumeti nekaj, da so se, začenši z Gregorjem VII, velikim papežem, z njegovo gregorijansko reformo, torej je cerkev hotela vzeti moč posvetnim vladarjem in si jih podrediti. Torej Gregor VII je prvi začel torej, s tem prizadevanjem in Urban II, ki je bil pravzaprav njegov varovanec, je tudi hotel posvetnim vladarjem torej, iztrgati moč, hkrati ga je pa nekaj zelo motilo, nenehno medsebojno bojevanje zahodnih vitezov med sabo. In na ta način je hotel doseči pax et unitas, se pravi mir in enotnost, in sicer na ta način, da bi te negativne energije, destruktivne, ki so se izražali skozi medsebojne spore med zahodnimi torej vitezi, da bi jih odlil proti zunanjemu sovražniku. In ta priložnost se je pokazala na koncilu, torej to ni bil vesoljni koncil, ampak koncilu Piacenzi marca 1095, ko so na koncil prispeli od poslanci bizantinskega cesarja Aleksija. Aleksij se namreč ravno takrat boril s Seldžuki v Mali Aziji, Seldžuki so v bitki v Banzi Kertu 1071 Bizancu odzeli Malo Azijo in zdaj pa ta Aleksij uspešno izvajal, torej tam konec 11. stoletja, uspešno vodil bitke proti tem Seldžukom. Samo nekaj mu je manjkalo, se pravi, vojakov ni imel dovolj. Imel je najemnike, ampak to ni bilo dovolj, da bi Seldžuke Turške izgnal, zato je svoje poslance na ta koncil v Piacenzi poslal, da bi predirali na zahod, torej na zahodni del krščanstva, naj pošlje vojake. In tako so ti poslanci torej zavestno začeli, torej prvi cilj je bil dobiti vojake, ampak ker so vedeli, da denarno nadomestilo ne bo tako velik motiv, so seveda začeli govoriti o tem, da so vzhodni kristjani ogroženi, da Turki napadajo, torej mučijo kristjane, da uničujejo svetišča, torej to, če beremo nekateri drugi avtor, ni bilo ravno res, ampak je bila pa zadostna motivacija in Urban II je pa potem na koncilu v Clermontu 27. novembra 1095 pozval k vojni za osvoboditev Kristusovega groba v Jeruzalemu. Najprej so odšli na bližnji vzhod navadni ljudje. Gor so si dali obleke s križi, to so bili kmetje, ki prej največkrat sploh niso prestopili praga svoje vasi, torej so šli do Konstantinopla, naprej začeli ropati, ampak so jih torej muslimani hitro z njimi upravili, jih v bitki pri Civetotu skoraj vse pobili. Potem se je pa težka korenica, profesionalni vojaki odpravila dejansko, kot je Urban II načrtoval, na pohod. In torej, da ne bom predolg, 15. julija 1099 so zavzeli Jeruzalem. In to lahko rečemo, da je v marsičem začetna točka nezaupanja muslimanov do krščanskega sveta, namreč v 3 dneh so poklali, dobesedno poklali 30.000 muslimanov in pa judov. Jude so tudi zaprli v glavno sinagogo in jih žive zažgali. Torej, leto poprej, decembra 1098 so križarji v sirskem mestu Mara celo prakticirali kanibalizem. Pa ne zato, ker so bili tako lačni, ampak ker so bili tako fanatični, torej sovražniki Saracenov, kot so rekli. Torej, ta prva križarska vojna živi vse do danes. Pravzaprav vsak agresivni poseg zahodnega sveta v muslimanski svet, in bilo jih je kar nekaj, in nazadnje tudi sam napad na Irak, 2003 je obravnavan pravzaprav kot nova križarska vojna. Muslimanski svet je postal prepričan, da je krščanski svet agresiven, da ga vodi ruh Salibija, nek agresiven križarski duh. In tudi danes, veste, ko letala zahodnih držav bombardirajo islamsko državo, se v marsikaterem muslimanskem krogu uveljavlja oziroma obstaja prepričan, da gre za novo križarsko vojno. Ali pa, ko so Američani v prvi zalivski vojni Irak iz Kuvajta začeli izganjati, ko so prve bombe na Bagdad padle januarja 1991, arabska množica takoj, oziroma ulica, to takoj razglasila za As-Salibija, križarska vojna.